Lepo pozdravljeni na spletnih pogovorih o ciljih trajnostnega razvoja. Jaz sem Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN in danes je z mano Katja Podbevšek. Lepo pozdravljena. Zdravo. S Katjo bova govorili o njenih izkušnjah in delu na področju 14. in 15. cilja trajnostnega razvoja, to sta življenje v vodi in na kopnem. Preden pa začneva, bi nekaj kratkega povedala o ciljih trajnostnega razvoja za tiste, ki ste mogoče danes prvič z nami. Torej, cilji trajnostnega razvoja so sestavljeni iz 17 ciljev za razvoj, katerim so se zavezale države članice Organizacije združenih narodov, med njimi tudi Slovenija. Začrtani so bili leta 2015 in naj bi se uresničili 2030, torej imamo samo še 10 let. Cilji so pa zelo ambiciozni in zato tudi preko teh pogovorov poskušamo malo bolje ugotoviti, kako nam gre, kaj pravijo tisti, ki so aktivni na teh področjih v Sloveniji. Vsebinski smoter je pa seveda trajnostni razvoj, kar na en način pomeni, da se omogoči trenutni generaciji, da na našem planetu zadovoljuje potrebe, brez da bi to onemogočilo, da bi to zadovoljevanje potreb onemogočilo enako za prihodnje generacije. Torej, kot sem že rekla, danes bova govorili o teh dveh ciljih, vsi so načeloma zelo povezani, kar smo že nekajkrat izpostavili, tako da, če bo naneslo, bova govorili še o kakšnih drugih temah. Pogovor naj bi trajal okoli 30 do 45 minut, odvisno, koliko bova imeli za povedati. Če boste pa imeli kakšna vprašanja ali komentarje, prosim napišite pod objavo, če boste vprašali med live dogodkom, lahko tudi v živo odgovoriva. Ste pa vabljeni, da jih napišete tudi kasneje in bom jaz stopila v kontakt z vami in jih posredovala. Tako da mislim, da je to vse za uvod, zdaj pa lahko preideva na vsebino pogovora. Z mano je Katja in pogovarjali se bova o življenju v vodi in na kopnem. Katja je vodja pisarne Greenpeace Slovenija, zdaj ti bom pa kar predala besedo, da se še sama malo bolj celovito predstaviš. Ja, kot rečeno, sem zaposlena in sem predstavnica Greenpeacea v Sloveniji, ki je v bistvu pisarna, ki je del širše regijske pisarne, sedežem na Dunaju. Tukaj sem zaposlena že skoraj 7-8 let, predtem pa sem bila tudi prostovoljka pri Greenpeaceu, tako sem tudi začela. Nekako motivacija za to je bila takrat, to je bilo že leta 2010-2011, da se začnem malo aktivneje ukvarjati z okoljevarstvom. In Greenpeace sem videla kot neko dobro platformo za moje udejstvovanje na tem področju. Nekako sem se čutila, da mi je to lažje kot posamezniku, da sem del neke večje skupnosti, ki se bori za približno iste cilje in vrednote. Tako da ja, zadnjih 2-3 leta vodim pisarno slovensko in se predvsem posvečam problemu s plastiko in pa v zadnjem letu tudi z novo kampanjo za zaščito oceanov, ki smo jo zaštartali v začetku lanskega leta. Ja, to je to. Super. O tej kampanji bova še govorili. Za začetek bi te pa vprašala, kako si postala aktivna, kako da si se začela zanimati za to področje? Verjetno v startu je že vzgoja, okolje, v katero sem odraščala, neka skrb za to je vedno bila prisotna v moji družini, v okolju. Tako da počasi je to zorelo v meni in ja, kot sem rekla, takrat 10 let nazaj se je ravno Greenpeace v Sloveniji vzpostavil in so se zvezde poklopile, da sem se pridružila kot prostovoljka in se našla v tej organizaciji, ja, in nekako so me zmotivirali, da se tudi poslovno oziroma službeno začela ukvarjati s tem področjem. Po izobrazbi nisem okoljevarstvenik, tudi v času, ko sem študirala teh študijev sploh bilo ni. Tako da ja, je res to prihaja iz mene, no, ni to neka priučena zadeva, ampak motivacija je osebne narave za to. Super, ja, všeč mi je, da si izpostavila, da si začela kot prostovoljka in si že nakazala, kako se lahko tudi danes mladi vključimo.
Pa če bi recimo nekoga zanimalo, a nam lahko malo več poveš o Greenpeace Slovenija, vaši temeljni cilji, agenda? Ja, Greenpeace je v Sloveniji prisoten zdaj dobrih 10 let in od začetka, začelo se je v bistvu s predsedovanjem Slovenije v Evropski uniji, tako da to je bil nek povod, da se je odprlo tukaj pisarno, predstavništvo. In glavna tema, s katero se ukvarja Greenpeace na splošno in tudi Greenpeace v Sloveniji, so podnebne spremembe. Problematika okoli tega je ustavitev podnebnih sprememb in zagotovitev lepše, bolj zelene, trajnostne prihodnosti za mlajše generacije. Ja, na področju tega se predvsem fokusiramo predvsem na energetiko, problem s pridobivanjem elektrike predvsem, ne, torej da se stremimo in pozivamo k sistemskim spremembam, ki bi zagotovile zelene vire energije. Ja, to je bil glavni fokus, zraven imamo pa še dodatne te kampanje, ki so nekako se nanašajo na naš prostor oziroma potrebujejo tudi aktivno participacijo države, vsake države in na ta način smo bili pred leti vključeni v kampanjo za trajnostni ribolov. Zdaj imamo recimo zelo tako ozaveščevalno kampanjo za zmanjševanje plastike v okolju in v vsakdanjem življenju. Ja, pa kot sem že omenila, tudi ta za zaščito oceanov. Trenutno smo pa, mislim, pred enim mesecem pa smo zagnali tudi kampanjo za zaščito amazonskega gozda. Kaj je pa razlika, kolikor razumem, je Greenpeace mednarodna organizacija, a ne? Kako imate v Sloveniji, bi rekla, kakšne bolj specifične fokuse, kolikor ima tista mednarodna organizacija, kako se to... Ja, Greenpeace kot globalna organizacija pokriva res cel spekter okoljskih tem, ampak kot generalno vse teme, vse probleme, katerih se dotika, se vedno povezuje s tem, ali reševanje tega problema na lokalni ali globalni ravni pripomore k reševanju problema s podnebnimi spremembami. Tako da se ta pristop oziroma cilj reševanja podnebnih sprememb mora nekako vedno podpirati, kjerokoli kampanjo se gremo. In v Sloveniji specifično 1001 razlog, zakaj točno, ampak smo se fokusirali v zadnjih 10 letih na energetiko in njene vplive na podnebne spremembe. Okay, zanimivo. Zdaj si že omenila trajnostni ribolov, tako da tudi o tem bi še rada kaj slišala, zato ker imamo tako zastavljeno in življenje v vodi, življenje na kopnem, tako da če mogoče se začnemo fokusirati malo na življenje v vodi, a bi nam lahko več povedala o vašem projektu Zaščitimo, kaj si že imela, oceane, in pa tega drugega, ki si tudi omenila, preteklega. Ja, če lahko najprej preteklega, ker je malo manjši oziroma bolj časovno omejen projekt bil. Vezan je bil pa na direktivo, ki se je sprejemala v tistem času na evropski ravni za nekako omejitev ribolova in načinov, kako se ribolov izvaja v morjih oziroma strani držav članic Evropske unije. V tem projektu se je povezalo evropske članice, države, ki smo nekako obmorske, imamo dostop do morja, tako da je bil zanimiv z tega vidika, da smo res sodelovali skupaj od Slovenije, če gremo čisto dol do Bolgarije, do severa Poljske države, in vse skupaj se je povezalo skupaj z našo ladjo, ne vem, koliko ljudje poznajo, ampak mi imamo malo floto ladij v naši organizaciji in ta ladja je potem nekako simbolično povezala vse te države in ribiče po celi Evropi, ki so potem se nekako predstavljali to pobudo, iniciativo manjših ribičev, da je treba preprečiti ta prekomerni način lova, ki
ki ga velike industrijske ladje izvajajo tako v Sredozemlju kot na odprtih oceanih. Ja, in ta kampanja je bila relativno uspešna. Smo tudi, ta zakonodaja je bila potem tudi sprejeta na način, da je zagotavljal nek bolj trajnostni način. Implementacija same direktive je drugo vprašanje, ampak ja, projekt sam je bil res dobro zastavljen in na koncu tudi uspešen in je povezal marsikaterega človeka, ki prej ni bil nekako v stiku s tem, in jih aktiviral tudi, omogočil neko platformo, kjer so se mali ribiči bili slišani, tako bom rekla. Tako da z tega vidika je bil res zanimiv projekt. Kar se tiče zaščite oceanov, pa je to malo novejša kampanja, ki jo Greenpeace vodi na globalnem nivoju, torej pisarne iz celotnega sveta smo vključene v to. Glavni cilj oziroma kaj je namen kampanje, pa je nekako pritisniti na Združene narode, da sprejmejo sporazum o zaščiti morij, oceanov, ki bi omogočil rezervate in nadzor nad izkoriščanjem oceanov na odprtih morjih. To sedaj trenutno ni mogoče, po trenutnih zakonodajah in mednarodnih sporazumih so odprta morja prostor za divji zahod, bi lahko temu rekli, in tam lahko velike industrijske ladje in velike korporacije bolj kot nenadzorovano črpajo vse možne vire, ki jih oceani ponujajo. To ne gre samo za ribolov, gre tudi za rudarjenje oziroma, kot se temu reče, črpanje surovin iz dna oceanov, do recimo tudi zdaj, ko se s podnebnimi spremembami led na Arktiki umika z novimi morji, da bi dobili sporazum, ki bi omogočil nekakšen nadzor držav Združenih narodov nad tem in da bi se lahko tam razglašalo tudi različne rezervate, ki so nujno potrebni za zaščito biodiverzitete v morju, ki je trenutno zelo ogrožena, zaradi prekomernega črpanja, industrijskega načina uporabe teh ekosistemov. A nadzornik bi potem bili Združeni narodi v teh primerih? Ja, tako, Združeni narodi morajo predvsem najprej doseči, da se sprejme sporazum držav, da so pripravljene na to, da se izvaja nek nadzor in potem pa se prek sporazuma določi, kdo točno ima nek nadzor nad temi področji. A pa Slovenija kot predstavnica je načeloma podpira to? Ja, zdaj nazadnje letos v bistvu bi moral biti ta sporazum sprejet. Kazalo je, kot da bo sprejet. Bile so določene članice Združenih narodov, ki so bile proti, ampak se je nakazovalo, kot da bo. Mogoče ne tako ambiciozno, kot bi si mi želeli, ampak neke tendence so bile, vendar pa je potem vmes prišla korona in ustavila celoten proces. Ravno v momentu, ko bi se moralo srečanje v New Yorku zgoditi, so zaprli meje in odpovedali vse dogodke, tako da sedaj čakamo na novo priložnost oziroma da Združeni narodi skličejo nov svet, kjer bi potem lahko prišlo do dogovora. In ja, vsaka država članica ima glas, ima moč, ima vpliv in vsak, ki nekako podpira, je vedno tudi pozvan strani nevladnikov, kot smo mi, da to tudi nekako promovira in na diplomatski ravni tudi širi to idejo in spodbuja druge članice, da pristopijo k istemu. In pri nas prejšnja vlada načelno je bila za, kot sem pa rekla, se je cel proces ustavil, tako da v zadnjem času, odkar imamo novo vlado, nismo bili v kontaktu na to temo, tako da bi morali zdaj, ko bo spet ta proces zaštartal, bomo videli, kje smo in se potem na ta način tudi aktivirali in
delovali. A pa v okviru tega projekta potekajo tudi kakšne dejavnosti v Sloveniji? Samo poskušam razumeti, ali je to bolj samo pritisk na Združene narode. Ja, večinoma, mislim, kar mi delamo, je predvsem tudi skušamo zbrati podporo posameznikov. Vsak posameznik je tudi zelo relevanten v tem in daje recimo samo s tem, ko recimo podpiše peticijo, daje neki organizaciji, ki, kot je naša, da izvajamo neke pritiske, vpliv oziroma moč. S tem, ko imamo podpornikov, bolj smo slišani strani odločevalcev. Tako da na ta način tudi skušamo delovati direktno na večje playerje. Hkrati pa s podporo posameznikov skušamo tudi vplivati na odločevalce pri nas, da sprejemajo odločitve, usmeritve, strategije, ki isto stremijo k temu, kar želimo, torej k trajnostnemu razvoju. Zdaj, ko si omenila peticijo, mislim, da je to danes zelo pogosto vidimo na socialnih omrežjih, razne peticije. A nam lahko razložiš, glede na to, da vaša organizacija tudi zbira podpise, da malo bolj razumemo, kaj se zgodi, recimo, če nekdo podpiše vašo peticijo, kako potem, kaj s temi podpisi, kako jih uporabite v bistvu to podporo? Ja. V veliki večini primerov gre ponavadi za neko simbolno predajo potem tudi teh podpisov odločevalcu, ki s tem želimo prikazati to željo ljudi, večine, množice, da se odločitev sprejema na način, kot ga tudi mi zagovarjamo. To je najbolj pomemben dejavnik, da ljudje dajo svoj glas preko peticije v podporo neki ideji, podbudi, ki mogoče strani nekega establishmenta oziroma nekih ustaljenih načinov delovanja in razmišljanja ni tako popularna, s tem, ko vidijo, da njihovi volivci ali stranke, potrošniki to želijo in da nekako bolj plastično prikažemo to njihovo zahtevo, se take peticije izvajajo. Poleg tega pa podpis peticije tudi pomeni, da stopimo v kontakt s posameznikom in ga lahko tudi obveščamo o pomenu te kampanje, o načinu, kako lahko delujejo, oziroma lahko jih tudi opolnomočimo, da kot sami prevzamejo neko pobudo ali pa direktno komunikacijo z njihovim predstavnikom v parlamentu, recimo, ali pa pač tako zelo splošno, ampak lahko pomagamo opolnomočiti posameznika, da postane še bolj aktiven na področju, ki ga skrbi, recimo. Tako da je večplastno in ni samo zato, da zbiramo številko, ampak je tudi v tem, da preko te komunikacije izobražujemo in ozaveščamo ljudi o problematiki, s katero se ukvarjamo. Hvala za to obrazložitev, ker se mi zdi, da tudi jaz danes vidim toliko veliko teh peticij in potem ne veš več, če dejansko kaj prispevaš ali ne, ampak je dobro videti, kako dejansko. Mogoče bi lahko tle dodala samo to še, da nekaj je, da je podpisati peticijo kar tako na splošno, nekaj pa tudi, da daješ peticijo neki organizaciji ali pa pobudi, ki zaupaš, ki veš, da bo odpeljala zgodbo do konca. Ker stvar se ne ustavi s tem. Stvar je tukaj v bistvu šele začetek procesa. Procesi so ponavadi dolgotrajni in treba je veliko vztrajnosti in veliko zaledja in veliko tudi denarja na koncu, da lahko procese spelješ do konca. Tako da gre za to, da daješ svoj glas tudi tistim, ki jim zaupaš, ki vidiš, da delajo točno to, kar nekako tudi sam kot posameznik želiš, da se zgodi. Koliko časa pa ta projekt traja ali pa predvidevaš, da bo trajal, samo da dobimo perspektivo? Ja, kot sem rekla, plan je bil, da se letos pomladi konča, zaključi, vsaj ta stopnja, da se sprejme sporazum. Tako da zdaj neki pogovori so, da se bo v začetku leta nadaljevalo to.
In do takrat bomo sigurno mi nadaljevali s to kampanjo, da jo pripeljemo do konca in da uspemo. Kako pa bo naprej, pa ja, zdaj trenutno sploh je zelo težko reči. Bila je pa ideja, da je to neka enoletna zgodba, rečemo. Medtem ko, recimo, če govorimo o podnebnih spremembah, je to zdaj že desetletje, ko se o tem pogovarjamo, so pa premiki. Mislim, če govorimo danes, pa 10 let nazaj, kako se pogovarjamo o podnebnih spremembah, smo prišli že daleč, ampak do cilja je pa še dlje in pot bo težka. Ja, to je pomembna ideja, ker te bom tudi kasneje še kaj o tem vprašala, da malo primerjamo, kje smo, glede na nekaj let nazaj. Zdaj bi pa mogoče prišla še malo na drugo, to polovico teme življenja na kopnem. Imate tudi en projekt Zaščitimo amazonski gozd, da bi nam lahko še malo o tem razložila. Ja, tudi ta se nanaša na, oziroma se povezuje s našim bojem za ustavitev podnebnih sprememb in ukrepanje proti podnebnim spremembam. Amazonski pragozd je verjetno že vsem znan kot pljuča sveta, ne? Kljub temu, da se je zdaj spoznava, da so recimo tudi oceani zelo pomemben vir kisika in shranjevanja CO2, je to nek simboličen prikaz izgube, ki smo jo trenutno priča. Ta izguba ne poteka samo zaradi podnebnih sprememb samih, ampak se dogaja tudi zaradi čisto človeške želje po ekonomski rasti in dobičku na čim bolj tak enosmeren, enoplasten način. Kar se dogaja v amazonskem pragozdu, je nekaj, kar vpliva na vse nas in vsi mi nekako posredno vplivamo na to, da se to tam dogaja. Zato Greenpeace Mato je začel s to kampanjo, sicer že kar par let nazaj. V Sloveniji se šele sedaj nekako priključujemo kampanji. Ja, pomemben je pa zaradi tega, ker, kot sem rekla, je nek vir kisika, ki ga potrebujemo, in tudi kot način, kako se shranjuje oziroma iz ozračja vleče CO2 in kot tak je pomemben dejavnik pri spopadanju s podnebnimi spremembami. Kar se dogaja, je malo uničevanje gozda na zelo agresiven način. Trenutno, ne vem, koliko je ostalim znano, vsako leto se tam dogajajo tako imenovani nelegalni požari. To niso požari, ki se zgodijo zaradi nekih naravnih dogodkov, ampak so dejansko fizično podtaknjeni, ker se v amazonskem pragozdu predvsem se ga izkorišča za pridobivanje zemlje za nove kmetijske površine in pa za rudarstvo oziroma pridobivanje surovin za aluminij, iskanje zlata in podobno. In s požiganjem v bistvu pridobivajo nove površine za živinorejo oziroma za pridobivanje soje, ki potem je namenjena za živinorejo v drugih koncih sveta. Na ta način, kot posamezniki kupujemo izdelke, ki so nekako povezani preko verig, oskrbovalnih verig s temi viri, smo nekako tudi sami odgovorni za to, kar se tam dogaja. Poleg tega pa se na mednarodnih ravni tudi dogajajo ti mednarodni trgovinski sporazumi in trenutno se tudi med Evropo in Brazilijo dogovarjajo za en tak sporazum, imenuje se Mercosur, ki naj bi omogočil hitrejšo, večjo trgovsko izmenjavo med celinama in kot tak bi posredno prispeval k še večjemu izkoriščanju deževnega pragozda. Tako da sedaj Greenpeace nekako skuša ustaviti ta način preko tega, da pritiska na vlado
v Braziliji in preko tega, da se tudi ozavešča posameznike kot potrošnike in posameznike kot državljane Evropske unije, da do takih sporazumov ne bi prišlo in s tem bi zmanjšali nekako potrošnjo teh izdelkov, ki prihajajo iz tega območja. Upam, da nisem preveč zakomplicirala. Ne, zelo si dobro razložila, ravno zato, da razumemo malo bolj, kako smo v bistvu mi povezani s tem, ker se mi zdi ocean vseeno bolj vidimo, kakor amazonski gozd, ki je pač daleč in najbrž večina nas nikoli ni bila tam. Tako da ja, hvala, da si izpostavila te potrošniške povezave. Potem vi delate na tem, da se ne bo sklenil ta sporazum. Oziroma, da ta sporazum vsebuje pogoje, omejitve, izdelke, ki prihajajo na trg na ta način, niso dobrodošli na evropskem trgu. Torej, da soja, ki bi bila tukaj ki bi bila tam pridobljena za krmljenje živine tukaj, ni sprejeta. Da živinoreja, ki je na način, ki je vzrejena na ta način, netrajnostni, ni dobrodošla na evropskem trgu. Ja, to je neka taka širša zgodba. Dobro, hvala. Zdaj bi pa še pogledala obe te temi iz perspektive mladih in tvoje mnenje o tem, zakaj je pomembno, da se tudi mladi zanimamo za te teme in če misliš, da imajo mladi lahko kakšno drugačno vlogo od drugih generacij, ker bo mogoče pač mogli s tem živeti. Ja. Mislim, ravno zaradi tega je vaša vloga pomembna. To, da se pokaže te zahteve, pričakovanja javno tistim, ki odločajo danes, da je to neka skrb oziroma nek pogoj, na podlagi katerega se tudi vi odločate, koga boste volili, kaj boste kupili, kako boste živeli, je velik vpliv, ki ga imate. Ampak ja, je pa potrebno se na ta način udejstvovati, se vsak dan odločati. To so neke norme, na podlagi katerih se lahko odločiš, komu daš svoj glas, na podlagi tega, komu daš svoj evro. In to je ta neka osnovna moč, ki jo ima vsak posameznik. Ko pa se posamezniki združimo, pa smo še toliko močnejši. In en tak res lep primer, kaj posameznik lahko naredi, je lansko leto bila Greta. In potem, kaj se je zgodilo s tem, ko se je vse te mlade združilo, ko so se združili, se je zgodil nek odziv takojšen. Seveda niso vplivi in cilji vidni v naslednji dan oziroma v nekem takem roku, kot smo zdaj navajeni v teh naših časih, da se vse hitro dogaja in hitro zgodi. To so stvari, ki potekajo in potrebna je vztrajnost. In mladi, če ne drugega, imate energijo za to, da vztrajate. In nekako, kar lahko rečem, je samo, da je treba živeti to, kar nekako se pričakuje od prihodnosti in da je na vsakem posamezniku, da sodeluje v procesih in pelje procese in ne pričakuje, da se to nekako zgodi nekje vzunaj, ampak prek različnih platform skušaš najti svoj način, da se nekako zgodijo stvari, ki misliš, da so prave. Pa to ne govorimo samo o okoljevarstvu, se govorimo lahko tudi o človekovih pravicah, ki so tudi danes ogrožene marsikje. Tako da pač gre samo za to, da skušaš sebe izobraziti, poskušaš najti vire, ki jim gre zaupati, ne da gremo vsi na prvo žogo, in potem na podlagi tega zahtevaš od tistih, ki so predstavniki družbe ali pa tisti, ki nekako peljejo družbo v neko smer, da se odzivajo na te zahteve. In ko je masa dovolj velika, rečemo temu, verjemite, da
se odločevalci hitro odločijo v tisto smer. Samo treba je postrajati. No, to je zelo spodbudno. Pa glede na to, da si omenila aktivno državljanstvo, bi te še želela vprašati o vaših aktivnostih lani pri protestih SOS za prihodnost in tudi tistih projekcijah na hladilnih stolpih Teša, ki so kar odmevali v medijih. Če nam lahko mogoče tudi kot en primer v bistvu malo bolj razložiš o teh aktivnostih. Take aktivnosti predvsem Greenpeace počne oziroma izvaja zaradi tega, da dobimo neko pozornost. S tem nekako naredimo neko vizualno zanimiv dogodek, dobimo pozornost tako medijev, kot tudi posredno ljudi in tistih, na katere nagovarjamo, da slišijo naše sporočilo. Zato večinoma delamo take malo bolj vizualno ali provokativne ali pa zanimive stvari. Ne delamo jih zato, da bi izgledali lepo ali pa izgledali atraktivno, ampak jih delamo predvsem zato, da pozornost povlečemo na temo, o kateri želimo govoriti. Je pa tako, da smo družba vizualnih stimulacij in take stvari ponovadi delujejo. Kar se pa tiče recimo tega dogodka lanskega septembrskega na Trgu Republike pred parlamentom, je šlo pa v bistvu za neko sodelovanje z mladimi za podnebno pravičnost, kjer smo nekako se najdli z istimi oziroma podobnimi zahtevami do naših politikov, do naše vlade. Skupaj smo celo leto sodelovali v pobudi oziroma zahtevi, da se razglasi podnebno krizo pri nas v Sloveniji in na podlagi tega bi potem bilo možno sprejemati zakone oziroma neke posege v strateške dokumente in v strateške plane, ki bi omogočali zmanjšanje izpustov CO2, ki ga Slovenija prispeva v globalno segrevanje. In tudi tukaj je šlo za neko sodelovanje, ki je poskušalo opolnomočiti mlade na eni strani, hkrati pa tudi pridobiti pozornost javnosti in politikov na temo, s katero se ukvarjamo. Kako bi pa ocenila odziv države, pa tudi če primerjaš mogoče danes, kje smo na tem področju v primerjavi z časom lanskega protesta? Nekih znatnih korakov naprej nismo naredili, na žalost. V bistvu gre vse vedno bolj v neko smer reševanja druge krize, v kateri se nahajamo, brez da bi se upoštevalo ostalih. In tudi tukaj zopet skušamo nekako preusmeriti pozornost, oziroma da predlagamo rešitve, ki bi omogočile reševanje obeh kriz, torej podnebne in krize s covidom. Tako da mogoče je malo to vse skupaj, rečemo, ni tako dolgoročno uspelo, kot smo si nekako začrtali, ravno s tem, ko se je zgodila ta kriza in se vsa pozornost in vsa sila usmerila v reševanje pandemije oziroma epidemije. Tako da rezultati niso takšni, kot smo jih nekako planirali, kakor so se kazali, ampak to še ne pomeni, da smo obupali in nadaljujemo z našimi dejavnostmi. Strani Združenih narodov pogosto slišim, da v bistvu je, kljub temu, da je COVID kriza, je mogoče za prav to temo podnebnih sprememb en začetek ali pa neka možnost za res velik korak naprej za večjo spremembo. Mogoče res nekako predstavlja neko priložnost, neko streznitev, ki se jo vsi zavedamo, ker je dostikrat problem pri podnebni krizi, da se jo je težko približa človeku na način, da bi jo doživljal kot krizo njemu samemu, ampak je to nekaj oddaljenega.
medtem ko je ta res dejansko tukaj in sedaj in so ljudje bolj pripravljeni na neke spremembe, ki bi bolj zarezale v korenito zarezale v spremembe, v družbo, v način življenja, in da posameznik spozna, da so spremembe možne in da se lahko tudi te doprinos v življenju, ne samo, da so spremembe na slabše. Kaj pa, če pogledava Slovenijo primerjalno z drugimi državami, veliko slišimo, vsaj jaz sem, ko sem se izobraževala v Sloveniji, da je Slovenija zelena država, da imamo več kot pol površine so gozdovi. Kakšna je tvoja ocena glede naših ekosistemov in v vodi in na kopnem, in pa mogoče vidiš kakšne posebnosti, ki bi bile posebne priložnosti ali pa ovire na teh področjih? Kako ocenjuješ? Ja, Slovenija, kar se biodiverzitete tiče, je zelo bogata država in temu gre zasluga pristopom in načinu, ki zadnjih 50 let delovanja in gospodarstva in družbe. Ampak kar je pomembno pri tem poudariti, je, da trenutno imamo stanje, ko lahko rečemo, v Sloveniji živimo v dokaj raznolikem ekosistemu in v raznoliki naravi, ki pa je močno ogrožena strani ne toliko direktnega izkoriščanja industrije, ampak bolj strani podnebnih sprememb in kaj te prinašajo. Te ogrožajo biodiverziteto na vseh področjih in tudi pri nas. In tukaj je potrebno nekako poudariti to, da imamo neko kulturo naravovarstva, imamo zavedanje o tem, kaj imamo. Problem pa nastane, ko govorimo o tem, kaj je potrebno sprejeti, spremeniti, zato da bomo to ohranili tudi za naslednje generacije. Tukaj pa postane zadeva kompleksnejša, predvsem zaradi tega, ker te spremembe zahtevajo spremembo načina življenja, spremembo v ustroju družbe, kako družba deluje, kako pridobiva svoje surovine in vire energije. In ja, tukaj pa naletimo na veliko oviro, kjer posamezniki kot družba nismo najbolj odprti za nove načine delovanja. Tako da tukaj zaostajamo, bom rekla, da smo odprti za neke nove načine. In mislim, da ravno mladi lahko veliko pripomorejo k temu, da pokažejo željo po teh novostih, po spremembah, po drugačnih načinu življenja in da pokažejo politikom, da je to, da oni kot volivci to sprejemajo in se temu ne upirajo in potem je tudi politikom lažje sprejemati take odločitve. Dokler pa odločajo oziroma predstavljajo politiki samo tiste, ki so 50 plus, je pa njihova skrb vedno ponavadi bolj na tem, ali bo pokojnina ali ne, ali bo dom upokojencev ali ne. In te prioritete malo se pomešajo, no? Tako da glas mora biti slišan. Če ni slišan od tistih, ki se jih tiče, potem bojo odločevalci vedno šli na one, ki se jih sliši. Tako da tukaj je vloga posameznika velika oziroma vloga mladih zelo velika. Mislim, da si zdaj res dobro opisala, kaj se dogaja na našem, mislim, da se vidi skozi politične tudi kampanje, kdo voli dejansko in kako bi se to spremenilo, če bi več mladih hodilo voliti. Tako da upam, da se bo v prihodnosti to spremenilo. Zdaj pa dobili eno vprašanje. In sicer, ali je mogoče Greenpeace vključen tudi pri opozarjanju na prekomerno izkoriščanje pitne vode iz podzemnih rezervoarjev, predvsem za intenzivno namakanje velikih kmetijskih površin? Direktno ne, da bi prav s tem se ukvarjali. Moram poudariti, mislim, če bo to se nanaša vprašanje na slovensko pisarno, moram povedati, ker na začetku nisem, to smo v bistvu 4 ljudje, ki tukaj delamo, in težko je pokrivati vse teme in probleme, ki jih je res mnogo.
Je pa neka širša zgodba okoli varovanja vodnih virov v globalni kampanji prisotna. Ja, to pa je. Ne pa žal zaradi kapacitet na lokalni ravni. Ja, in najbrž zato, ker glede vode je Slovenija primerjalno, mislim, da imamo še... Smo še v redu, ampak ja. Glede na trend, tudi tukaj bo manjko. Problem je. Ja. Ja. Kaj bi pa svetovala, še mogoče za zaključek, mladim, če so gledali to, pa jih zanima postati aktivni, da bi kaj naredili za spremembo, mogoče tudi kaj več kot samo podpisali peticijo. Kakšni so tvoji predlogi, ki naj začnejo? Mislim, odvisno je zdaj od posameznika in njegovih nekih prioritet in želja in vrednot. Na internetu so vse informacije o vseh možnih organizacijah in tudi, če ni želja, da se pridruži neki organizaciji, so tudi tako imenovana gibanja, ki so manj nekako strukturirana in organizirana na način, ki ima neke odločitve od zgoraj. Je to ena od glavnih stvari, da se vključiš v neko skupino, ki nekako zagovarja iste vrednote in je nekako isto družbeno aktivna oziroma ti omogoča to družbeno aktivnost. Drugo je, da se direktno kot posameznik angažira in ustanovi svojo neko tako pobudo, ki dobro, danes jih je rastejo kot gobe po dežju, ampak še vseeno, če je ideja prava, če je pobuda prava, se z nekim zelo angažiranim načinom delovanja lahko daleč pride. Kot drugo ostalo pa mislim, kot posameznik pa, kot sem rekla, kaj kupiš, koga voliš, kaj od njih zahtevaš, je na dosegu vsakega. Če pa želijo bolj aktivno sodelovati prav z vami, Greenpeace, potem pa je začetek, da podpišejo recimo peticijo? Ja, mislim, prejšnja leta smo imeli tudi recimo opcijo, da je posameznik lahko postal prostovoljec. Žal smo mogli zaradi pomanjkanja kapacitet ta program ukiniti, tako da sedaj predvsem komuniciramo in iščemo podporo posameznika kot podpornika in to pa je dovolj samo podpis peticije, se strinja, da se obveščamo o dogajanju in smo v kontaktu. Potem pa so priložnosti, ki so lahko čist enkratne, kjer se posameznik aktivira, se vidi, to je pa nekaj, kar me zanima, tukaj pa želim pripomoč in se odzove na poziv, ki ga damo. To je pa tudi, taka stvar, ki se lahko posameznik loti. Super, Katja, hvala lepa, ker si vzela čas. Zdaj razen, če imaš še kakšne zadnje besede za gledalce. No, potem se pa vsem zahvaljujem, ki ste tole gledali in se vidimo prihodnjič, ko bo zadnjič, tako da lepo se imejte do takrat. Adijo.